Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, tarot svetovalka in intuitivni coach. Danes sem za vas pripravila astrološko napoved, torej za mesec januar 2023. Naj vam najprej vsem zaželim eno srečno, veselo, ljubezni polno in tudi polno zadovoljstva novo leto 2023. Ki bo astrološko zelo pestro. Torej sama sem vedska astrologinja, to moram najprej povedati, ker dostikrat ljudje sprašujejo in berejo napovedi po zahodni astrologiji. Torej grejo pogledat, če so na primer tehnica, to pač po zahodni astrologiji se gleda sonce večinoma in potem oni imajo tehnico v soncu in grejo gledati za sonce. Torej moje napovedi niso narejene po tem, narejene so bolj po ascendentu in po luni, ampak seveda glede na to, kaj ste po džotišu, torej vedski astrologiji. Torej sama uporabljam sideralni zodiak in ne tropski zodiak. Če ne veste, kaj ste po vedski astrologiji po džotišu, torej kje imate ascendent, luno in pa sonce, me lahko kontaktirate. Spodaj bom prilepila mail, torej moj mail je info@orakelluci.si in mi lahko pišete. Morate pa napisati ime, priimek, datum rojstva, uro rojstva in kraj rojstva. Še predtem pa se morate vpisati na moje e-novičke, kjer boste potem tudi prejemali vse moje brezplačne napovedi, mesečne napovedi in druge napovedi. Torej se prej vpišete na novičke, lahko mi pišete na mail, pa vam bom vsa navodila dala oziroma napisala tam. Drugače pa seveda mi lahko pišete. Kar se pa tiče napovedi, tisti, ki se boste vpisali na novičke, boste prejeli tudi celoletno napoved za vsa znamenja. Prejeli boste tako splošno napoved, kot tudi napoved za vsa znamenja in to za celo leto 2023. No, zdaj pa kar začnimo z zdajšnjo napovedjo za januar, torej mesec januar za vsa astrološka znamenja. Najprej bi pa nekaj na splošno povedala. To leto, v katero smo stopili, je astrološko zelo pestro, torej imamo kar dve retrogradnosti, tako je retrograden Mars, ki je retrograden že od 30.10.2022, retrograden je pa tudi Merkur. Merkur pa je retrograden od 29.12.2022. Torej, Mars je bil sicer najprej retrograden v dvojčkih, zdaj je v biku in bo tudi tukaj končal svojo retrogradnost v biku, medtem ko Merkur je retrograden v strelcu. Zdaj pa kdaj se boste obrnili nazaj? Takrat bomo začutili zelo veliko olajšanje, ker zdaj je kar napeto, posebej tale retrogradni Mars prinaša veliko agresije, nasilja, sicer za vsako znamenje posebej, ampak nepredvidljivih dogodkov, zdaj skupaj z retrogradnim Merkurjem pa še posebej zastojen, veliko nepredvidljivosti, nerazumevanja, konfliktov, agresije v komunikaciji, tako da bodite zelo pazljivi. Do kdaj? Nazaj v direktno gibanje se boste obrnili, Mars 12.1., Merkur pa 18.1. in takrat bomo res začutili veliko olajšanje. Mars nam je drugače, prinesel pa možnost, da se postavimo zase. Ta retrogradnost ni bila samo slaba. Kot sem rekla, je prinesla veliko tudi nesreč, agresije, ampak ker se Mars nahaja v biku, to ni tako zelo slabo in mi lahko te konflikte, te nesporazume rešujemo z ljubeznijo, z občutkom za sočloveka, to je zelo pomembno. In nam pa je ta retrogradni Mars prinesel tudi to moč, da smo se postavili zase, za tisto, kar varujemo, za to, kar mislimo, da je za nas prav, ampak seveda za vsako znamenje drugače, ker je ta retrogradni Mars pri vsakem znamenju, ascendentu ali pa če gledamo luno, je nekje drugje in vpliva na vsakega drugače. Mars nam je seveda to
pomagal nam je tudi, da uresničimo neke svoje želje, pomagal nam je pri prihodkih, da smo nekako reorganizirali naše prihodke, da smo se ozrli nazaj, koliko zapravimo, zakaj toliko zapravimo, da smo si nekako torej spremenili finance, reorganizirali smo jih. Medtem ko Merkur v Strelcu pa nam je že prinesel in nam prinaša neko refleksijo učenja, torej kako se učimo, potem poučevanja, torej kako drugim povemo svojo resnico ali pa kako druge učijo, to je zlasti pomembno za učitelje. Torej verjetno je pri učiteljih veliko nerazumevanja, velikokrat imajo verjetno učitelji občutek, da jih ljudje ne razumejo. Lahko prihaja tudi do kakšnih zastojev v izobraževanju, ker je pač seveda Merkur v Strelcu, Strelec je pa v osnovi 9. hiša učenja. Torej, vsi se oziramo v tem času, torej v naše načine učenja, torej lahko na neki primarni ravni, torej v družini, kako si v družini povemo stvari, naprimer kako skušamo otroke naučiti, kaj je prav, pa kaj ni prav, ali pa pač na neki drugi ravni, torej v šolah, torej v osnovnih šolah, srednjih ali pa visokošolskih izobraževalnih inštitucijah. In zato tudi je to dober čas, da se pregledajo rezultati za nazaj, načini poučevanja, to posebej velja za učitelje ali pa tiste ljudi, ki se ukvarjajo z poučevanjem ali pa tudi svetovanjem. In to je dober čas, da spremenimo tisto, kar ne deluje. Drugače pa seveda, vedno moramo pri retrogradnem Merkurju biti pazljivi, saj prinaša veliko zastojev, zamud, nerazumevanja, torej težave v komunikaciji. Tako da se vam ne svetuje podpisovati kakšnih novih pogodb, začenjati nekega novega posla, lahko se torej pojavijo okvare, zamude, lahko nagaja tehnika, elektronika. Zdaj je to še posebej očitno, ker je pač seveda tudi Mars retrograden in nam lahko res zagodejo računalniki, elektronika, avtomobili, torej tukaj nam res lahko vse zagode, tudi na potovanjih morate paziti, da ne prihaja do kakšnih zastojev, zamud, če pa že prihaja, pa boste zdaj vedeli, zakaj prihaja, ne? Torej, to je vse nekako torej pri retrogradnem Marsu in retrogradnem Merkurju v ospredju. Torej, zdaj zelo pomembno je tudi, da ne sprejemate nekih pomembnih odločitev, ker se pač okoliščine pri retrogradnem Merkurju, torej posebej tale retrogradni Merkurček zna nagajati, se odločitve, ki jih sprejmete, se potem kasneje spremenijo. Ali si pa vi nekako premislite, ali se pa tista oseba, s katero ste se nekaj dogovorili, premisli. Tako da ne gre po načrtu. Torej, tudi ne podpisujte, kot sem že prej rekla, pogodb, pisnih dogovorov, posojil, oporok, ker se stvari rade v tem času zapletejo in se ne dogovarjate za kakšne pomembne posle in prodajo. Ne kupujte računalnikov, druge tehnike, ker vam ne bodo delale, torej računalnik vam ne bo delal tako, kot bi vam mogel, ali pa kaj drugega. Tudi če kaj drugega kupite, potem se zna hitro ta stvar, ki ste jo kupili, pokvariti. Ali pa od nje ne boste imeli toliko, kot ste pričakovali, v tem stilu. Torej, če je možno, se izognite temu, pa tudi potovanjem se izognite, če je možno, počakajte začetkom službe, posla, izdaje knjige, oglaševalske kampanje, revije, spletne strani. Torej, dobro je tudi, da se izogibajte, če je možno, tudi nenujnim operacijam. Zdaj, če pa morate kakšna stvar narediti, včasih kakšna stvar se ne da preskočiti, prestaviti, potem pa pač pričakujte nepričakovano. Pač tako je. Torej, pač možnosti napak, pozabljivosti, nesporazumov, ovir in zastojev so pač tukaj večje, ko je retrogradni Merkur. Torej, tretja zelo pomembna stvar, torej prva je tale retrogradni Mars, potem Merkur, za katere sem rekla, da se bosta torej Mars po 12.1., Merkur po 18.1. spet
bosta šla nazaj v direktno gibanje, bomo čutili olajšanje. No, ena zelo pomembna zadeva na nebu se bo zgodila pa 17.1., ker se bo Saturn iz Kozoroga premaknil v Vodnarja. To se je že zgodilo poleti. Takrat sem tudi pripravila napoved za vsa znamenja, prav tako sem pa tudi zdaj pripravila napoved za vsa znamenja in bom tudi link prilepila spodaj, tako da si lahko pogledate, kaj za vaše znamenje to pomeni, torej ta prehod Saturna iz Kozoroga v Vodnarja. To je zelo pomemben prehod, torej saj Saturn je počasen planet in je v enem znamenju 2 leti in pol, lahko tudi do 3 leta, če so kakšne retrogradnosti, in zato bo to zelo seveda vplivalo na nas, na družbo, torej spremembe bodo neizogibne. Torej, nekako je s tem Saturnom nakazana nova doba. Zdaj, to sem že napovedala, da se bo korona kriza končala, da se bojo stvari umirile, to se je res zgodilo. Prišle bojo pa čisto nove energije in človeštvo se bo usmerjalo predvsej v spremembe na socialnih področjih, v zdravstvu, potem vsi bomo pa tudi usmerjeni v prihodke predvsej in v željo, da smo plačani toliko, kolikor delamo. Torej, množice delavcev se bojo verjetno dvignile in bojo zahtevale torej povračilo energije, torej bojo zahtevale, da dobijo toliko denarja, kolikor vlagajo torej svoje energije v neko delo. Torej, ne bomo več sprejemali in se tolažili z neuresničenimi obljubami. Hoteli bomo konkretne odgovore, konkretne rešitve. Tako da, in tudi delavci, ljudje na splošno bojo dobili moč, da se bojo začeli zavedati svojega pomena, da v bistvu brez delavcev ne gre. Torej, katerokoli podjetje ne more delovati brez delavcev in tega se bojo ljudje postopoma bolj zavedali. Družba se bo tudi prebujala, se bo ozaveščala. Seveda pa Saturn v Vodnarju prinaša, torej seveda tudi za vse nas, torej, ali pa nas opozarja, da moramo biti bolj odgovorni glede financ, da moramo paziti, kam damo denar, komu ga damo in zakaj. Torej, in tako bomo lahko reorganizirali svoje finance, to bo zelo, zelo dober čas za to. Prav tako bomo naredili neke vrste analizo oziroma prevetrili naša prijateljstva, torej kdo nam je prijatelj, kdo nam ni, torej ljudje, ki se nam ne bojo zdeli več resni, odgovorni, za katere bomo imeli občutek, da od njih ne dobimo toliko energije, koliko jo damo mi njim, bomo verjetno se umaknili od teh ljudi. Tudi to bi se nam znalo zgoditi, torej to pač Vodnar je le 11. hiša, ne samo prihodkov in denarja, ampak tudi prijateljev. Pa tudi uresničene želja, torej želeli si bomo torej za denarjem, ki ga imamo, uresničiti svoje dolgoletne želje in bomo zato tudi malo bolj pozorni na to, kam dajemo denar. Torej, nasplošno bo glede financ so zelo velike spremembe se bojo dogajale, torej v tem, bom rekla, 2 letih in pol, kasneje se tudi Uran iz Ovna premakne v Bika in bo to prineslo zelo veliko sprememb na finančnem področju. No, torej, potem je pa še ena zanimiva torej stvar oziroma planetarni pojav, to je pa polna luna, ki se bo zgodila 7.1. v Dvojčkih, kar bo pa tudi za vsako znamenje prinesla veliko pozitivne energije. Posebej to dobro, ker pač je ta polna luna v Dvojčkih bo vplivala na tega retrogradnega Merkurja, da ne bo tako zoprn do nas, ker je on ponavadi zna biti. Torej, jaz sama se velikokrat z ljudmi pogovarjam, ampak vedno opozarjam na tega retrogradnega Merkurja, sama imam z njim tudi kar enih par takih slabih izkušenj in potem še vse moje prijateljice, joj ne, že ta retrogradni Merkur spet bo en kup zadev, zato ker ljudje potem postanejo pozorni, torej ko vejo, da je retrogradni Merkur, potem res postanejo pozorni in vidijo, da se res stvari dogajajo, da so res zamude, da se je res nerazumevanje, da jih res ljudje
ne razumejo, kaj jim hočejo povedati in potem se seveda tega že vnaprej bojijo. Ampak seveda to vedno lahko rešite z mantranjem, torej da mantrate za Buda. Če vas to zanima, me prav tako lahko kontaktirate na moj mail, ki ga bom spodaj prilepila, torej info@luci.si in vam bom v zvezi s tem tudi vse razložila. To je ena od preventiv, torej tudi za retrogradnosti. No, zdaj bi pa kar začeli z napovedjo za vsako znamenje posebej. In prvi so seveda ovni. Torej ovni, če imate, če je to vaše znamenje v ascendentu ali če imate luno v ovnu, potem ta napoved velja za vas. Torej, za ovne je to, bom rekla, zelo pomemben mesec, tale januar, saj je njihov planet, torej planet, ki jim vlada Mars, retrograden. In to lahko na njih vpliva, torej je lahko kar naporen vpliv od tega Marsa. Torej ta Mars je pri ovnih šel v drugo hišo, torej v drugo hišo družine, premoženja, govora, tako da bi bil lahko kakšen konflikt z družino, kakšen nesporazum, tako da morate zelo paziti tudi vi v komunikaciji, v povezavi z vašo družino. Potem verjetno se boste ukvarjali s financami, pregledali boste svoje finance, svoje stroške, to vam bo zelo, zelo v ospredju. In pa določene spremembe se vam lahko zgodijo, so se vam že dogajale in se vam še naprej lahko zgodijo, torej tudi v družini in tudi pri vaših prihodkih. Torej polna luna se bo pri vas zgodila v 3. hiši komunikacije, potem v 3. hiši talentov, poguma. Torej ta polna luna vam bo dala večji pogum, potem lahko boste izrazili svoje talente, dala vam bo pa tudi možnost, torej, da boste lahko odšli na več kratkih poti, ampak bodite torej pazljivi, ker je seveda Merkur retrograden in gleda na to luno, torej pazljivi bodite v tej smeri, da se ne jezite, če bodo kakšni zastoji. Ali pa se bojo kakšni načrti se vam lahko spremenijo v zvezi s temi kratkimi potovanji, ker seveda na to vpliva tale retrogradni Merkur. Sem pa seveda rekla, da bo po 12. in po 18. veliko olajšanje in to se bo tudi za vas, torej to se bo zgodilo tudi pri vas, torej olajšanje tako v družinskem okolju, pri financah, pri govoru, boste strpnejši, ne boste se več tako agresivno odzivali in pa seveda potovanja bojo zdaj tekla tako, kot morajo, ne bo več zastojev. Zdaj Saturn se ta mesec seveda iz vaše 10. hiše premakne v vašo 11., kar vam prinaša v nadaljnjih 2 leti in pol več prihodkov, uspeh na poslu, to je zelo pozitiven tranzit za vas. Torej, vam pa prinaša mogoče tudi malo več odgovornosti glede financ, torej, da boste pač pazili, kam date denar, ampak boste imeli tudi več prihodkov. Torej, če boste pridni, vztrajni, vzdržni, pazljivi glede denarja, potem tukaj lahko pričakujete torej, zelo pozitivne razplete. Prav tako se vam bodo verjetno vrnili kakšni prijatelji iz preteklosti, lahko tudi boste pridobili nove prijatelje ali pa bo v prijateljstvu več resnosti, zahtevali boste več resnosti, več odgovornosti od ljudi, s katerimi se družite. Torej, Jupiter se še vedno nahaja v vaši 12. hiši, to je v bistvu za njega dobra pozicija glede zdravja, torej potem glede tega, da premagate ljudi, ki so vam nasprotni, torej imate moč na tem področju, torej nagnjeni ste tudi bolj k spiritualnosti in boste še do aprila, dokler se bo Jupiter tukaj nahajal. To je tudi zelo dobra pozicija za daljša potovanja in pa tudi za izobraževanje, mogoče izobraževanje v tujini, je to tudi zelo, zelo dobra podpora. Torej za dijake, študente je tale Jupiter zelo dober, daje veliko znanja, novega znanja, navdahnjenega znanja, tako da je to zelo dobra pozicija. Torej, še vedno ste precej usmerjeni vase, v svoje projekte, ste fokusirani nase, v zaslužek, kar boste tudi še naprej.
Tako da partner bi imel mogoče včasih občutek, da se mu ne posvečate dovolj in bi se lahko tudi umaknil. Tukaj morate biti malo pazljivi v odnosih. Drugače pa ta mesec, torej zelo dober, torej ko se Saturn premakne, torej boljše v prihodkih, v poslu, svetujem vam, da izkoristite te nove priložnosti. Potem tudi, če imate kakšne zastoje v izobraževanjih, se bo to tudi sprostilo konec meseca, ko bo Merkur ne bo več retrograden in tudi v družini se situacija zboljša. Tako da to je za ovne vse. No, zdaj pa gremo kar na bike. Torej, biki. Torej, kaj bo se pa bikom dogajalo? Torej, biki morajo biti pa zelo pazljivi v odnosih. Torej, to seveda velja, če ste v ascendentu bik ali pa imate luno v biku. Torej, na vas zelo tale Mars retrogradni vpliva, kar se tiče odnosov, predvsem ljubezenskih odnosov, lahko tudi poslovnih ali pa kakšnih drugih. Torej, lahko bi bili jezni zaradi kakšnega odnosa. Lahko bi vas nek odnos posebej vznemiril. Kar se tiče partnerstva, pa boste se nekako zavedali, da mogoče bi morali biti do partnerja bolj ljubeznivi, ne tako strogi, kot ste bili do zdaj, ker to se že kar vleče od oktobra, ker drugače bi se tudi partner znal malo umakniti. In se tudi je, torej v službeno, torej da je bil več v službi, lahko tudi bi odšel na neko potovanje v tujino ali pa bi nekako bežal od vas drugam. Zato boste se nekako začeli zavedati, da je dobro, da ste do partnerja bolj ljubeznivi, bolj strpni. Saj tale Mars, ki je retrograden, je na vaši prvi hiši in se morate tudi vi paziti torej v komunikaciji, torej prevelike strogosti, agresivnosti. Boste pa v tem času, torej dokler bo retrograden tudi Merkur, to poskušali nekako spreminjati. Boste se vedno bolj zavedali, kako delujete do drugih, kako se odzivate na njih, kako komunicirate z njimi in boste to skušali na nek način spremeniti, tako da bo za vas potem to bolje. Posebej se to povezuje tudi z vašim domom, torej partnerjem in pa tudi ljudmi, ki so vam blizu, ali pa živijo z vami v domu. Torej, tam bi lahko bila nerazumevanje v komunikaciji, dokler bo retrograden Merkur, zato bodite tukaj res pazljivi. In seveda to gre z roko v roki, torej, ker boste imeli veliko nerazumevanja, lahko tudi konfliktov, boste seveda skušali to spremeniti, preobraziti. Torej, to je v bistvu za vas tale mesec neke vrste učenje, učna lekcija, kako komunicirati z ljudmi, tako da dosežete svoje, ampak hkrati se z njimi ne sprete. Torej, da nekako nimate konfliktov s tistimi, ki so vam najbližji in ki stanujejo z vami doma. Torej, Saturn se bo v tem mesecu pri vas premaknil iz 9. hiše, vrednot, sreče, potovanj v 10. in vam bo prinesel uspeh na poslu, več vzdržnosti, vztrajnosti. Je pa tudi res, da boste morali v poslu sprejeti več odgovornosti. Torej, v nadaljnje 2 leti in pol, dokler bo Saturn tukaj, pričakujte več odgovornosti v službi, mogoče tudi na delovnem mestu boste morali sprejeti mogoče več nalog ali pa nek nov projekt. Se vam pa bo to nekako poznalo tudi finančno, tako da glede tega boste zelo zadovoljni in to vam nosi nek uspeh v poslu. Torej, če boste vztrajni, vzdržni, pridni, zanesljivi, potem boste v poslu uspešni in torej se ne rabite bati ničesar slabega tukaj. Je to za vas kar dober tranzit. Torej, Jupiter je pri vas trenutno v 11. hiši, to vam daje dobre prihodke, tale Jupiter vam je prinesel več denarja, dobre prijatelje, dobre odnose s prijatelji. Torej, tole je zelo, zelo dober, dober tranzit za vas, nasplošno tudi s prihodki, kar se bo še vedno nadaljevalo. Torej, polna luna v
drugi hiši, torej prinaša neko harmonijo v družini, ampak seveda, kot sem rekla, še vedno so vaši družinski odnosi pod vplivom tega Marsa in Merkurja, tako da pazljivo. Torej, tale polna luna vas bo nekako reševala, da se bojo stvari potem tudi uredile, torej tudi, če bo prišlo do nekega konflikta, nerazumevanja, se bojo stvari dobro uredile in zato vam ni treba skrbeti na tem področju. Pazite pri spanju, lahko ste nemirni, lahko bi imeli kakšne težave z nespečnostjo, to bo še kar nekaj časa trajalo, saj se Rahu nahaja v vaši 12. hiši. Poleg tega boste imeli občutek, da vam določeni ljudje mogoče niso naklonjeni ali boste pa izvedeli za nekoga, da vam ni naklonjen in boste to skušali na nek način reševati. Jaz vam svetujem, da če je možno, da počakate, da se končajo retrogradnosti in potem in to rešujete torej kasneje, torej po 18. januarju. Drugače pa, torej pazite tudi glede zdravja, vidi se vam, da ste določene zdravstvene zadeve že rešili, nekatere druge zdravstvene zadeve bi se vam pa lahko še pojavile, paziti morate predvsem na svoje dobro psihično počutje, zato se izogibajte konfliktom, če pa že pridete v konflikt, pa poskušajte to res reševati na miren način. Torej, vi boste res začutili veliko olajšanje po koncu vseh teh retrogradnosti. No, zdaj pa pojdimo kar naprej na dvojčke. Torej, dvojčki, torej, če imate luno v dvojčkih ali pa če ste v ascendentu dvojček, torej potem tole velja za vas. Torej, polna luna v vašem znamenju, kar je za vas zelo, zelo dobro. Vam prinaša veliko pozitivnosti, veliko zadovoljstva, veliko sreče, uresničenje vaših načrtov, dobre prihodke. Torej, končno boste lahko uresničili neke stvari, ki jih mogoče že nekaj časa želite, pa vam nekako do zdaj ni to uspelo. Tudi zelo dobro glede družine, torej družinske situacije, pogovorov, če ste imeli kakšne konflikte, boste to uspešno rešili in pa seveda glede premoženja oziroma glede denarja, vam tudi, torej ali boste dobili nek večji dobitek, nek prihod denarja, ali se boste dogovorili za nek posel, ki vam bo prinesel več denarja, torej to je zelo, zelo dober tranzit za vas. Torej, dobro za dosežke, projekte in tudi nekako si boste oddahnili glede denarja. Drugače pa Mars je retrograden v vaši 12. hiši, kar bi lahko pomenilo, da ste lahko bili že na potovanjih ali pa boste še naprej deležni nekih zastojev, ste bili mogoče zaradi tega jezni, nervozni, tudi bi lahko to vplivalo na vaše spanje, da bi bili lahko nespeči. Lahko tudi na nek konflikt, da ste mogoče zvedeli od koga, da je nekdo za vas nekaj rekel ali pa da vam je hotel škodovati na nek način, pa ste mogoče začutili, da vam nekdo ni naklonjen. To se bo seveda sprostilo potem, ko bo konec retrogradnosti in boste to tudi uspešno rešili. Drugače pa seveda, kakšno nerazumevanje se tudi lahko pojavi v odnosu do partnerja, ker je seveda Merkur retrograden v vaši 7. hiši in to vpliva na torej partnerstvo, na odnose, torej lahko na neke ljudi, ki niso z vami toliko povezani, ker pač Mars je v 12. hiši, torej skrivnosti, torej skritih, nekih skritih ljudi, torej ljudi, ki z vami niso tako povezani ali pa ki ne prihajajo z vami toliko v stik. Merkur pa je retrograden na vaših odnosih v 7. hiši partnerstva. Torej bi lahko bil tudi kakšna jeza na partnerja skrita, da mogoče se nekako ne poveste na glas, vas nekaj mori, ste jezni na partnerja, pa mogoče se ne upate to njemu na glas povedati. Torej, če se boste odločili mu povedati, potem vam svetujem, da počakate, da je konec teh retrogradnosti in ga potem partnerja soočite z določenimi zadevami, oziroma da vsaj počakate, da je konec Marsove retrogradnosti, torej po 12.1., ker Merkur je pa potem retrograden še do 18. Tako da mogoče vsaj počakate do 12. Torej
torej do 12. januarja in potem partnerja soočite s tistim, s čimer ga želite soočiti. Drugače pa Jupiter v vaši 10. hiši vam prinaša veliko novih priložnosti v poslu, boljši zaslužek, torej veliko, bom rekla, dobrih stvari, torej tudi dobre odnose z nadrejenimi, sodelavci in pa, kot sem že prej rekla, veliko priložnosti. Potem torej Saturn se iz vaše 8. hiše bo prestavil torej v tem mesecu v vašo 9. hišo, torej za vas je konec nekih sprememb, ukvarjanjem s pogodbami, dediščino, torej v tem času ste tudi lahko pridobili večjo vsoto denarja, torej to se bo nekako končalo za vas, torej predvsem so bile pri vas torej 2 leti pa pol nazaj, če pogledamo, so bile verjetno neke spremembe v statusu v službi, zdaj se bo pa to spremenilo, ker gre Saturn v vašo 9. hišo, torej bi pa vaš oče moral bolj paziti na zdravje oziroma vi morate biti bolj pozorni na očeta, njegovo zdravje, potem lahko boste se odločili za neko daljša potovanja, potem razmišljali boste tudi o tem, koliko zaslužite, a vam to prinese dovolj sreče, ali bi raj delali nekaj, kar mogoče ni toliko plačano, pa vam prinese več zadovoljstva, več sreče. Kasneje, torej aprila, ko se Jupiter premakne v vašo 11, torej glede prihodkov ne rabite se bati še 1 leto, ker bojo dobre priložnosti, ampak seveda boste se začeli spraševati, torej kaj vam več pomeni, torej več prihodkov ali neko dobro okolje, služba, ki jo imate radi, torej to bo pri vas zelo v ospredju, torej kaj vas osrečuje, a ne? Potem seveda, zdaj že nekaj časa ste morali paziti pri določenih ljudeh, ki ste jih spoznali, neki novi ljudje, novi prijatelji in ste mogoče že ugotovili, da bolj nosijo masko kot ne, ker imate Rahuja v 11. hiši, torej lahko spoznate nekoga šarmantnega, ljudi, ki so zelo prijateljski, ki izgledajo prijateljski, potem pa na koncu spoznate, da to v resnici niso, ali pa da govorijo neke stvari, pa jih potem ne naredijo. To tale Rahu v 11. lahko prinese veliko slepila v prijateljstva. Tako da tukaj morate biti še vedno precej pazljivi v tej smeri. Drugače pa, kot sem rekla, pazljivo v odnosih, dobro v poslu, dobre priložnosti in konec teh res sprememb na poslu in večja ustalitev in tudi boljši prihodki vas čakajo. Tako da vam kaže zelo dobro. No, potem pa pojdimo kar na rake. Torej raki, torej če imate luno v raku ali ste v ascendentu rak, torej kaj pa vas čaka? Torej raki pa imate zelo pestro na področju prijateljstva, torej Mars, ki je retrograden, torej se nahaja v vaši hiši prijateljstva, tudi prihodkov. Torej glede prihodkov je to zelo dobro, saj vam lahko ljudje, ki so vam odprej dolžni, vrnejo denar, dobite mogoče nek denar, mogoče ste nekaj naredili v preteklosti, pa niste bili plačani, pa boste zdaj plačani. Lahko dobite nek denar iz preteklosti, mogoče nek družinski denar v povezavi z družino, da vam lahko nekdo nekaj daruje, pač neko darilo in potem lahko iz tega dobite denar, tako nekako je ta energija. Lahko pa tudi vam nekdo iz družine da nek denar, ki vam je že prej pripadal, pa je mogoče bilo vmes, ker so bile kakšne težave, pa boste zdaj končno dobili ta denar. Torej, glede prihodkov je to zelo dobro. Kar se pa tiče prijateljstev, pa Mars retrograden v 11. ni tako dober, lahko pride do kakšnih konfliktov s prijatelji, da gre za pogrevanje kakšnih starih stvari. In tukaj bi bili lahko jezni, vznemirjeni, tako da se morate paziti še do 12.1., ko se potem Mars obrne, torej v direktno gibanje, boste začutili precej olajšanja. Torej, to isto velja pri odnosih v službi, bi bili prav tako lahko zelo težki, kakšen konflikt v povezavi s službo, lahko konflikt s sodelavci, s strankami, torej z ljudmi, s katerimi ste povezani preko dela. Tudi
na to tale Mars retrograden pri vas torej vpliva, tako da se pazite kakšnih konfliktov v službi, pri sodelavcih posebej tudi zaradi tega, ker je retrograden Merkur pa v vaši 6. hiši, to so pa tudi sodelavci, tako da tukaj lahko pride v službi preko sodelavcev nadrejenih, podrejenih ali pa strankami, bi lahko pride do kakšnega nerazumevanja, konfliktov, lahko tudi pride do kakšnega zastoja, tako da tukaj zelo, zelo pazljivo, kako boste to reševali, pazite se neke agresivne komunikacije, poskušajte razumeti te ljudi, s katerimi delate, poslušajte jih in boste potem nekako stvari rešili. Torej tukaj zelo, zelo pazljivo, začutili boste veliko olajšanje, ko bo konec teh retrogradnosti. Torej Jupitra imate v 9. hiši še vedno, kar pomeni, da ste drugače kar srečni, zadovoljni, to lahko vam prinese kakšno potovanje, višje učenje, radi se učite, tukaj vam stvari tečejo kar precej gladko, posebej velja tudi to za študente, dijake, dobre priložnosti v izobraževanju, tudi če ste učitelj, vam tukaj kaže dobre priložnosti. Drugače pa Saturn se premika torej iz vaše 7. hiše, kjer je zna biti Saturn zelo težak, v vašo 8. Torej boste začutili neke vrste olajšanje glede odnosov, ker odnosi zdaj zelo, zelo velik pritisk je na odnose, ker je Saturn še vedno v 7. In pa tale Mars retrograden, Merkur retrograden, torej zelo velik pritisk na odnosih, posebej v službi, povezavi s statusom, tako da to se bo tudi zelo, zelo zelo boste čutili olajšanje, ko se bo tale Saturn premaknil v 8. hišo, kjer so tudi nakazane neke spremembe, ampak boste seveda vi spremenili verjetno način pogovora z drugimi ljudmi, način, kako se odzivate, verjetno se boste od nekaterih ljudi tudi umaknili, oziroma začeli boste drugače gledati na stvari, tudi v poslu, boste bolj, bom rekel, odgovorni, bolj boste pazili, kaj rečete, tudi glede pogodb, lahko boste verjetno bolj na nek način disciplinirani, bolj si boste verjetno naredili načrt, ker Saturn so načrti, je organizacija, je vztrajnost, je vzdržnost, je disciplina in boste verjetno postali v odnosih bolj disciplinirani, boste bolj pazili, kaj boste rekli drugim. Torej, boste verjetno prej razmislili, preden boste karkoli rekli in to vam je vse to prinesla tale energija Marsa in Merkurja. Tako da to je tudi za rake, ker so zahtevne retrogradnosti za rake in je tudi to za vas neka učna lekcija. Vas pa nekako tale Jupiter v 9. rešuje, da se stvari dobro rešijo, ampak, kot sem rekla, je to kar zahtevno, torej čakajo vas tudi neke spremembe v domu, če že niso, pa še bojo, tudi odnos z mamo, se je lahko kaj prekinil, lahko bil kakšen konflikt, tako da je tudi tukaj pazljivo, torej vaša luna, torej polna luna se zgodi v vaši 12. hiši, kar je pa na nek način zelo dobro za vašo spiritualnost, za duhovnost, se boste temu posvečali, lahko bi začeli meditirati, bolj boste nekako bližje, imeli boste občutek, da ste bolj duhovni, torej tudi to dobro bo vplivalo na vaše spanje, da boste bolj umirjeni in pa morate biti pa pazljivi glede zdravja, torej da to lahko prinese kakšno informacijo v zvezi z zdravjem, ampak ne kaže, da bi bilo karkoli narobe. Zdaj, če bo do 18. potem verjetno ta komunikacija niti ne bo pravilna in boste potem po 18. januarja zvedeli, da to v bistvu, ker so vam podali neko informacijo, da v bistvu ali ni točna, ali vam bojo neka zdravila spremenili, se bo recept spremenil, torej nekaj v povezavi z zdravjem bi lahko prišlo do kakšnega konflikta ali pa do nekega nesporazuma, ki se bo potem po 18. januarju, ko bo tale Merkur šel iz retrogradnosti, spremenil. Drugače boste pa tudi poskušali spreminjati rutino, veliko boste delali za zdravje, lahko bi tudi spremenili prehranske navade v tem času,
kar pa vam bo potem dokončno uspelo, torej po koncu teh retrogradnosti. Ker zdaj se seveda vračate nazaj, torej kako živite, kako se prehranjujete, kakšna je vaša rutina, ali je v redu ali ni v redu, in to bo vse nekako v tem mesecu precej v ospredju. No, potem pa, če gremo kar naprej na leve, torej če imate torej luno v levu ali ste v ascendentu lev, potem je pri vas precej v ospredju posel in status, torej tukaj bi lahko bile velike preizkušnje v poslu in statusu, do nadrejenih, pa tudi če delate sami, torej tukaj bi lahko prišlo do kakšnih konfliktov, zastojev, nesporazumov, lahko bi se vam kakšni računalnik pokvaril ali bi pa imeli težave z elektroniko, tehniko, ker je seveda Mars retrograden se nahaja v vaši 10. hiši statusa posla. Drugače morate paziti v komunikaciji, torej da se ne odzivate na probleme agresivno, da se ne jezite, da poskušate biti strpni, potrpežljivi in da vse skupaj nekako rešujete z neko strpnostjo. Torej z neko strpnostjo, z razumevanjem in potem bo seveda to vam prineslo veliko olajšanja. Torej vaša polna luna se bo zgodila v vaši 11. hiši, kar vam nosi veliko prihodkov, torej lahko nek večji dobitek, tako da to je za vas kar v redu. Edino, kot sem rekla, se pazite, torej, da ne boste v službi preveč nagli v komunikaciji. Drugače vam pa torej seveda ta polna luna nosi res glede prihodkov, bom rekla, nek dober izid in mogoče večji prihodek. Potem za študente in dijake vam kaže, da se morate torej potruditi v izobraževanju, da je tukaj velik, bom rekla, pritisk na vas, kar je mogoče malo naporno, a ne? Torej pa tudi že nekaj časa iščete srečo, imate mogoče občutek, da niste najbolj srečni, da niste najbolj zadovoljni, to je pač tale Rahu Ketu tranzit, ki se bo od novembra 2023 tudi malo spremenil in bo potem fokus na druge stvari, ampak zdaj pa to kar precej pritiska na vas. No, drugače, vaš Saturn se bo premaknil iz vaše 6. hiše v 7. Torej, Saturn v 7. zna biti kar težek, torej nekako zahteva več odgovornosti v odnosih, torej tako od vas, ki ste levi, torej bo zahteval ta Saturn, torej partner bi od vas zahteval več odgovornosti, več strpnosti, vztrajnosti, potrpežljivosti in obratno bi vi lahko od drugih ljudi zahtevali torej več odgovornosti in vse to, kar sem prej povedala. Torej, tale Saturn zna biti kar težak v 7, saj v 2 leti in pol torej nas lahko čakajo preizkušnje v odnosih, torej če naprimer neko partnerstvo ni bilo v redu, lahko v tem času se prekine. Če pa partnerstvo zgrajeno na dobrih temeljih, pa postane še trdnejše. Tako da v tem primeru je Saturn dober, torej če ste vztrajni, potrpežljivi, če poslušate partnerja, da se ne prepirate z njim, potem je to v redu. Če pa ste nestrpni, nepotrpežljivi, niste odgovorni, potem pa dostikrat ta Saturn torej nam nekako partnerje odvzame oziroma se prekine odnos, tako da zna biti kar težek tale Saturn. Drugače pa, kot sem rekla prej, torej Merkur retrograden ga imate v vaši 5. hiši, pazite pri kakšnih investicijah, torej ne preveč tvegati, čeprav boste želeli, ker imate Jupitra v 8, torej boste dobili denar od drugih ljudi, lahko vam kaj pade glede loterije oziroma nekega tveganja, ampak bodite zdaj bolj pazljivi, no, počakajte, da se tale retrogradni Merkur obrne v direktno gibanje, torej v drugi polovici meseca je to za vas, bo to za vas bolje, torej bolj ugodno, ne? No, zdaj pa, če gremo kar naprej in gremo na device, torej kaj se bo pa devicam dogajalo, torej to velja za vas, če imate torej luno v devici ali ste devica v ascendentu, torej vam v bistvu nakazuje nekako ti tranziti
več miru v ljubezni, tudi več priložnosti, torej Jupiter je v vaši 7. hiši, kar vam daje večje priložnosti, tako v romantičnem smislu, dober odnos s partnerjem, če ste vezani, ali pa neka nova, bom rekla, ljubezenska doživetja, neke nove priložnosti v ljubezni, pa tudi v poslovnih partnerstvih je tale Jupiter tukaj zelo dober, torej vam daje neka nove poslovna partnerstva, dobra poslovna partnerstva, sklepanje dobrih pogodb. Čeprav vam zdaj vseeno mogoče nekako odsvetujem, da vsaj počakate do 18.1., da se Merkur obrne torej nazaj v direktno gibanje, potem pa seveda imate še čas do aprila, da podpišete kakšno dobro pogodbo, saj boste imeli veliko priložnosti, posebej zaradi tega, ker polna luna se pa zgodi pri vas v 10. hiši in bo to prineslo neko zelo, zelo dobro priložnost, torej tudi glede zaslužka, nekega novega posla, tako da lahko v tem času sklenete zelo, zelo dobro pogodbo, nek dober dogovor, ki vam bo prinesel več prepoznavnosti v službi, več prihodkov, več uspeha, potem tudi več priložnosti za naprej, tako da to je zelo, zelo dober čas za vas, ampak kot sem rekla, svetujem, da se pač izognete teh retrogradnosti. Zdaj, če se ne morete, potem pač se ne morete, ampak če je možno, se pa dejte. Ampak priložnosti so pa res, res dobre za vas v tem mesecu. Torej, edino se pazite kakšnega konflikta v zvezi z očetom, če je vaš oče že pokojen, boste se ozirali nazaj, kakšen odnos ste imeli z očetom, ali pa boste imeli vi kot oče, če ste pač moški, pa imate otroke, boste imeli mogoče lahko težave v tem smislu, kako sebe doživljate kot očeta, ali pa neke konflikte z otroci, konflikte v družini, torej paziti se morate ostrih besed, konflikti bi bili lahko tudi z mlajšimi brati, sestrami, ali pa neko nerazumevanje, neko pogrevanje stvari za nazaj. Tako da to je kar precej v januarju pereče, pa tudi neko nerazumevanje v domačem okolju, konfliktne situacije, zmeda, neko prelaganje odgovornosti ali pa prelaganje dolžnosti in to bi vas lahko tudi razjezilo. Zdaj, vaši otroci so morali zdaj v teh 2 letih pa pol sprejeti kar precej več odgovornosti, posebej prvi otrok, če ga imate, ali je šel na svoje, ali se je preselil, nekaj se je zgodilo, se pa vam ta Saturn potem kasneje, torej seveda v tem mesecu premakne v vašo 6. hišo, v ospredju bo torej vaša rutina, vaš odnos do zdravja se lahko spremeni, lahko se tudi spremeni vaša rutina zaradi zdravja, ampak to bo precej v ospredju bojo tudi drugi ljudje, sodelavci, potem prihodki in take stvari, bojo pri vas precej v ospredju. Drugače vas pa nekako čakajo tudi spremembe še vedno glede premoženja, torej kaže vam dobre prihodke, ampak tudi veliko stroškov, tako da bodite v tej smeri tudi še vedno pazljivi, kajti ti stroški bojo še vedno veliki, mogoče bo tudi v družini zaradi tega kakšen konflikt, torej zaradi tega, ker boste imeli občutek, da samo dajete in težko kaj prišparate. No, potem, če gremo pa naprej na škorpijone, torej, če imate sem pa spustila. Torej, naprej gremo na tehnice. Torej, tehnice. Kaj pa tehnicam kaže? Torej, tehnice, pri tehnicah, torej, vi imate pa že nekaj časa občutek, da se prilagajate vašemu partnerju, da delate tisto, kar on želi, in to vas mogoče že malo jezi, ste lahko mogoče že malo obremenjeni čustveno. Tudi v povezavi s partnerjem se lahko dogaja neko zavlačevanje v zvezi s financami ali pa neko prelaganje in to bi vas tudi lahko vznemirilo, tako da bodite pazljivi glede tega. Bodo se nekako stvari pozitivno rešile, torej ne bo tako hudo
kakor vi zdaj mislite, ampak boste v zvezi s partnerjem urejali torej neko finančno stanje, lahko tudi v povezavi z družino. Torej, da se vam bodo odprle neke spet zadeve v povezavi s financami, da določenih stvari ne boste mogli narediti v družini, mogoče kaj kupiti, mogoče narediti nekaj v zvezi z družino, obiskati družino, ne vem karkoli, ker torej boste morali denar privarčevati, kar pa je še, bom rekla, na nek način vpliv preteklosti. Torej, na denar morate paziti in biti bolj previdni. Kaže vam, torej, da ste zdaj 2 leti in pol bili zelo odgovorni glede družine, glede doma, da ste sprejeli večjo odgovornost, večjo resnost in seveda to je tudi povezano z financami, da ste mogoče v financah postali bolj odgovorni, da ste pač videli, da si mogoče nekaterih stvari ne morete privoščiti in ste zato se malo ustavili glede torej zapravljanja in tega. Drugače pa polna luna se bo zgodila v vaši 9. hiši, to vam daje res odlične priložnosti za izobraževanje, lahko nek nepričakovan dober razplet v vašo korist, neka možnost za izobraževanje, lahko v tujini, ampak tukaj, torej, če boste karkoli sklepali, lahko bi dobili kakšno napačno informacijo ali pa neko informacijo, ki vas bo mogoče na nek način vznemirila, ampak ta informacija verjetno ne bo prava, tako da bi zelo bilo dobro, da počakate do konca Merkurjeve retrogradnosti, ker se bodo pa potem stvari razjasnile. Torej, lahko bi vas kaj vznemirilo, torej v zvezi z izobraževanjem, bo pa neka dobra priložnost, ki pa bi jo bilo dobro izkoristiti. Torej, za vas bi bilo to res dobro, povezana lahko torej z nekim študijem v tujini in torej bi bilo za vas dobro, da to izkoristite. Drugače bo dijakom, študentom, torej učencem bo šlo dobro, se boste dobro učili. Torej, nerazumevanje bi bilo lahko tudi z mlajšimi brati, sestrami, ker od vas nekaj pričakujejo, pa jim vi v bistvu tega ne morete narediti in znala bi se zaradi tega pojaviti jeza pri njih ali pri vas. To je tudi lahko v zvezi z nekim potovanjem ali pa v komunikaciji. Torej, Saturn se bo premaknil v vašo 5. hišo, lahko vam prinese neko zelo resno partnerstvo, torej neko ljubezen, ki bo se potem nekako spremenila v resno partnerstvo, več odgovornosti na področju študija, nek zelo dober, torej nek študij, ki vas bo nekako vam dal nek dober status, tudi to vam lahko prinese. Zdaj, eventualno bi ta tranzit lahko prinesel tudi otroka tistim, ki si želite, ampak to je seveda odvisno od vaše karte, to je pač tako, to je bolj splošna napoved. In pa seveda boste pa zadovoljni, uspešni, glede prihodkov vam kaže zelo dobro, tudi glede službe vam kaže dobro, da vam bojo projekti v tem mesecu dobro tekli, da boste uresničili projekte, ki jih boste želeli, odnosi s sodelavci bojo tudi zelo, zelo dobri, ljudje vas bojo podpirali, boste z njimi sodelovali. Torej, edini problem, ki ga jaz vidim tukaj, oziroma kar morate paziti, je seveda komunikacija z družino in z mlajšimi brati, sestrami, tudi z mamo lahko, in pa seveda ta občutek, da partnerju ugodite vsem, v vsem, on pa vam ne, in torej povezavi z odnosom do njega in pa tudi v povezavi s financami. Tako da to boste pa morali rešiti. No, potem smo pa pri škorpionih, torej če imate luno v škorpionu ali pa ste v ascendentu škorpion, torej kaj pa vas čaka? Torej, vas pa čakajo močne spremembe v odnosih, saj je Mars retrograden v vaši 7. hiši, lahko prinaša konflikte v odnosih, lahko v ljubezni, lahko pri drugih ljudeh, zato morate biti tukaj zelo pazljivi. Partner bi bil lahko do vas malo grob, agresiven, jezen, jezljiv, tako da pač poskušajte biti do njega nežni, uvidevni, lahko bi pa tudi vi bili do partnerja taki. Torej,
pazite res v komunikaciji, v odnosih, torej v odnosu do drugih, pazite, kaj rečete. Tudi Merkurja imate retrogradnega tudi v hiši komunikacije in govora. Pazite se, da ne boste rekli kaj neprimernega, pazite se tudi laži, čeprav bi bila v vašo korist, ker dolgoročno se vam bo to ne bo dobro za vas, ne. Lahko tako izgubite tudi kakšnega prijatelja, ker pač je to vezano tudi na vašo hišo prijateljstev, tako da vam tukaj svetujem veliko previdnost. Kaj govorite, komu govorite, pač dvakrat premislite, preden nekomu nekaj rečete, da vam zaradi tega torej ne odpade kakšen človek, ki vam veliko pomeni, ali pa kakšen prijatelj, ali pa kakšen družinski član. Torej, vaš Saturn se iz 3. hiše truda, poguma se premika v vašo 4. hišo, kar pomeni, da bi se lahko preselili spet domov, lahko bi prodajali kakšno nepremičnino, lahko bi imeli opravka z zemljo, z nepremičnino, lahko boste kaj urejali doma, torej, kadar gre Saturn čez 4., torej se tudi včasih pomeni, da boste morali sprejeti več odgovornosti v domu, biti bolj vztrajni, da boste imeli mogoče, bom rekla, boste bolj povezani z vašo mamo, da bi tudi mama bi morala bolj paziti na svoje zdravje, boste morali biti glede mame bolj nekako pozorni na mamo in na njeno zdravje. Jupiter v vaši 5. hiši vam pa prinaša torej lep odnos z otroci, veliko novega znanja, posebej za dijake, študente je to dober tranzit, ker boste se z lahkoto učili, uspešni boste, pa tudi vam prinaša torej novo znanje, dober odnos z otroci, lahko otroka vam prinese tudi ta tranzit. Potem investicije, torej lahko kakšen denar glede investicij, je to tudi dober tranzit. Od tega lahko tudi kakšen denar preko družine lahko dobite, a ne? In pa nasplošno boste uspešni, ampak edino morate paziti v komunikaciji, torej v odnosu do drugih, do partnerja, do družine. Drugače vam pa zelo dobro kaže, pazite na zdravje, torej pozorni morate biti na svoje zdravje, saj je Rahu v vaši 6. hiši. Torej, paziti morate, kaj jeste, kaj pijete. Torej, verjetno ste tudi že malo spremenili rutino zaradi vašega zdravja. Tukaj je velik poudarek. Zdaj, Rahu lahko kaže tudi na to, da se precej ukvarjate s svojimi sodelavci, da bi bili lahko tudi kakšni konflikti v zvezi z njimi, tako da tukaj vam tudi svetujem previdnost. Polna luna se pa pri vas zgodi v 8. hiši, kar pa kaže na neke spremembe. In to so spremembe lahko pri prihodkih, lahko se vam bo torej prihodek spremenil, ali pa pri prijateljih. Tako da, kot sem že prej na začetku povedala, pazite, kaj govorite, ker neke spremembe se bojo pojavile, lahko so tudi negativne. No, potem imamo pa strelce. Torej, strelci, če imate luno v strelcu ali ste v ascendentu strelec, pri vas je pa nakazano, torej, v odnosih zelo dobro, torej polna luna v vaši 7. hiši odnosov, torej zelo dobro pri odnosih, tako ljubezenskih, romantičnih, poslovnih, lahko bi sklenili kakšno dobro pogodbo, ki bi vam prinesla več denarja, več prihodkov, to je zelo, zelo dobro, ampak vam svetujem, da pogodbo podpišete po 18. januarju, če je le možno, ker drugače se bojo pojavili neki zapleti, zastoji, nerazumevanje, lahko boste kaj podpisali, pa potem ne bo to točno tako, kot ste si vi predstavljali, lahko tudi kakšni delovni pogoji ali pa karkoli drugega. Je pa to drugače za vas zelo dober mesec, zelo dobre priložnosti, ampak v tej smeri pazite. Pazite tudi glede zdravja, pazite se kakšnih poškodb, nesreč, torej pazite se pa tudi težkih besed v povezavi z vašo družino.
lahko bi kakšne stvari prišle na plano, pa bi vas to razjezilo, boste imeli občutek, da je do vas nekdo sovražen, lahko bi tudi vas nekdo napadal v družini ali v ožjem družinskem krogu in bi to lahko se končalo z nekim konfliktom, tako zelo pazljivo. Zdaj, če se boste poskušali reševati, ne rešujte se z lažjo, manipulacijo, ker se ne bo dobro končalo. Torej, ker Merkur je na vaši prvi hiši, poskušajte biti pošteni, skušajte stvari reševati strpno, mirno. Imate pa Jupitra v 4., ker vas rešuje, torej vam daje drugače dobre odnose z družino, dobre odnose z otroci, dobre odnose z mamo. In je to zelo, zelo dober tranzit za vas, samo trenutno morate res paziti v komunikaciji. Ker bi lahko iz nekje padla neka težka beseda in potem pač to ne bi bilo v redu. Sicer je Saturn tukaj v drugi, razmislite, preden rečete. Torej, zdaj ni za vas tipično, da boste vi kar rekli, ampak je tudi Venera tukaj, Venera je pa povezana s tem Marsom v 6., kar pa vseeno lahko pomeni, da lahko tudi kaj rečete, kar ni primerno. Tudi v poslu, ne samo v družinskem okolju. Drugače se bo vaš Saturn premaknil iz vaše 2. v 11. hišo in zdaj 2 leti pa pol večje odgovornosti v družini. Pri financah ste verjetno morali varčevati, ste morali se ozirati nazaj, koliko zapravite, koliko imate denarja, kaj lahko kupite. Boste zdaj šli torej v 3. hišo, kjer bo pa nekako boste pa morali sprejeti več odgovornosti glede komunikacije do drugih, mlajših bratov, sester, boste se pa morali tudi bolj potruditi. Tudi glede prihodkov bo večji trud, pokazati boste mogli tudi pogum v prihodkih, tudi pogum pri prijateljih, torej vse to bo v ospredju, več odgovornosti, več truda v poslu in v prihodkih. To vam izrazito kaže. Drugače pa se veliko ukvarjate s svojimi otroci, če jih imate, drugače dijakom, študentom to kaže kar v redu, torej velik fokus je na učenju, izobraževanju, na temu, da se trudite, veliko pišete, govorite, torej se učite. To je zelo dober tranzit, torej za vas, Rahu v 5., včasih vam je težko, ampak kar nekako, torej, bom rekla, vztrajate, Zdaj lahko bi se pojavili kakšni konflikti zaradi ocen, torej izobraževanja na splošno, ampak poskušajte to reševati mirno. Torej, ne se reševati s kakšnimi lažmi pa manipulacijo, tako kot sem prej rekla, to pa ni okej. Tudi ste se precej zdaj osredotočili nase, zelo ste pozorni nase, na svoje želje, umaknili pa ste se od prijateljev. In mogoče ste se zelo študiju posvetili, ste več doma se dobro počutite. Naslednje 2 leti pa pol boste pa še več dali energije, torej tudi v izobraževanje, lahko se boste lotili novega hobija, torej vam pa tako kaže kar dobro. Zdaj pa gremo naprej. Torej, če ste kozorog v ascendentu ali imate luno v kozorogu, torej za vas bojo pa spremembe v letošnjem letu, torej že s tem mesecem se začne, zelo, zelo velike, saj se vam Saturn iz 1. hiše premakne v 2. Zagotovo boste začutili neko olajšanje, saj ta Saturn v 1. prinaša včasih neko težino, več odgovornosti, lahko več težav, več resnosti. Zdaj pa, ko se bo Saturn premaknil v 2. hišo, boste več odgovornosti morali sprejeti v družini, v premoženju, pri govoru, ampak ne bo pa tako pritiskal na vas kot na osebo. Ker zdaj ste pa vi kot oseba čutili večjo odgovornost, lahko ste sprejeli več nalog. Tudi lahko ste, torej čutili ste zagotovo neko večjo odgovornost in zdaj se bo tole malo, vas bo ta tranzit razbremenil. Torej, bodo spremembe doma, verjetno v odnosu do vaših domačih, do otrok, do partnerja,
torej se kažejo spremembe v naslednjih 2 letih in pol, ampak vseeno ne bo tak pritisk več na vas, kot je bil do zdaj. Torej, pazite se retrogradnosti, torej v zvezi z otroci, lahko bi imeli kakšne konflikte z otroci, Mars je retrograden v vaši 5. hiši, torej če imate otroke, bi lahko z njimi prišli v kakšne konflikte, lahko v povezavi s financami. Drugače pa študentom in dijakom kaže, da morajo določene stvari dokončati za nazaj, mogoče ste imeli kakšno negativno, pa boste morali popravljati za nazaj. Neke stvari v zvezi z poučevanjem, učenjem boste morali dokončati, popraviti mogoče ali nekaj narediti za nazaj. Drugače tudi vam kaže neke spremembe pri prihodkih, torej pri prihodkih so zavlačevanja, mogoče vam kdo ne plača pravočasno, ali se nekdo izogiba plačilu, ali pa mogoče ne prihaja denar tako redno do vas, kolikor bi vi pričakovali in vam to dela precej nemira. Ste nemirni v srcu, torej nemirni doma, raztreseni, torej ne veste, kako bi delali, torej zelo ste vznemirjeni lahko glede posla, ker čutite veliko odgovornost še zdaj, no to se bo potem konec meseca malo razbremenilo in se sprašujete, ali je to sploh posel za vas, ali bi kaj drugega začeli, ali bi to prekinili, pa mogoče delali kaj drugega, ne, to vam zagotovo nekako se mota po glavi, a ne? Ker seveda, da vas verjetno zelo vplivajo ta zavlačevanja z denarjem, torej neplačila ali pa denar nekako ne prihaja do vas, kar bo pa seveda zelo velika razbremenitev po 12. januarju, se bo to sprostilo in takrat lahko upate na več denarja, tudi na kakšne investicije, da se bojo dobro razrešile, torej prihodki bojo, ne bo več zavlačevanja, torej denar vam bo nekako bolj prihajal, bolj redno. Zdaj je pa res napeto, tudi Merkur retrograden v vaši 12. kaže, da imate veliko stroškov, lahko v povezavi s tujino, lahko ste kam potovali, lahko ste kupovali neke stvari, ki jih mogoče rabite, ne rabite, pazite se, da ne boste kupili nekaj, kar ne potrebujete ali pa nekaj, kar vam potem ne bo delovalo. To sem že na začetku povedala za retrogradnega Merkurja, da ni pametno v času retrogradnega Merkurja kupovati, vi boste pa zagotovo imeli neke stroške, zagotovo nek nakup, tako da vam svetujem, da kupite to po 18.1. in ne zdaj, kar ne bo v redu. Ne? In sicer vas tukaj le malo rešuje tale Jupiter, torej, da nekako bi bil ta nakup vseeno v redu, ampak vam ne svetujem. Vam svetujem, da počakate, se bi pa vam v tem mesecu lahko pojavilo precej nepredvidljivih stroškov, zato bodite pazljivi v tej smeri. Vaša polna luna se bo zgodila v 6. hiši, torej neka sprememba rutine lahko v tem mesecu, boljši odnosi s sodelavci ali pa z drugimi ljudmi, kar trenutno niso nekako. Neki zastoji so tudi pri vaših prijateljih, pri strankah, pri sodelavcih se pojavili neki zastoji in ko bo konec retrogradnosti, se bo to nekako umaknilo. In se bojo ljudje spet odprli, spet se boste z njimi dobili, spet bo komunikacija stekla. Zdaj so pa tako kot neke blokade pri vas na tem področju. Tako da zdaj pa poglejmo še vodnarje, torej kaj se pa vam dogaja, torej če imate luno v vodnarju ali ste v ascendentu vodnar, torej kaj pa vas čaka, torej za vas bo, to je pa tudi zelo, zelo pomemben Saturnov tranzit se bo zgodil za vas, se bo Saturn iz vaše 12. hiše premaknil v vašo 1., torej bo fokus iz nekako občutka samote, potovanj, potem zelo ste bili usmerjeni mogoče tudi v spiritualnost, dobrodelnost, se bo ta fokus zdaj premaknil na vas kot osebo. In v bistvu boste sprejeli več odgovornosti, lahko boste sprejeli več nalog,
Ampak to se vam bo pa dobro poznalo na zaslužku. Torej, tudi če boste sprejeli več odgovornosti, če bo večji pritisk na vas, bo pa to tudi pomenilo več prihodkov. Tako da glede tega je dober tranzit, ampak tudi pomeni nek pritisk. Zdaj pa odvisno, kako boste to vzeli. Torej, boste rekli, v redu, pač zaslužim več je pritiska, več je nalog, več je odgovornosti, ampak glede denarja pa tudi bolje. No, če boste pač tako vzeli, potem bo to za vas v redu tranzit, če ne vas pa lahko zelo obremeni. Torej, Jupiter se nahaja v vaši drugi hiši, vam prinaša več premoženja, denarja, torej prinese vam nek večjo vsoto denarja, to je še do aprila. Torej, tako da je to za vas izjemno dober tranzit, daje vam tudi, bom rekla, neke dobre priložnosti v komunikaciji, da lahko poveste, kar želite, poveste, kar mislite in vas ljudje tudi poslušajo, vas tudi upoštevajo. To je zelo dober tranzit, tudi v družini imate kar v redu odnose, torej lahko dobite nek denar preko družine tudi. Tako da to je res za vas pozitiven tranzit. Seveda Mars retrograden v 4. pa pomeni neke konflikte v domu, tako da pazite v odnosu do partnerja, da ste do njega strpni, potrpežljivi, pazite, kaj govorite, ne? Saj tale 7. hiša je povezana s tem retrogradnim Merkurjem in bi lahko partner vas razumel narobe in se razjezil, a ne? Torej, lahko bi se vi na partnerja razjezili ali pa on na vas, tako da bodite v komunikaciji v domu previdni. To se bo pa zelo, zelo sprostilo po 18.1., ko bo konec teh retrogradnosti. Torej, pazite tudi v odnosu do prijateljev, kjer bi tudi lahko prišlo do kakšnega nerazumevanja, tudi konflikta zaradi tega, boste pa zaradi tega nejevoljni, nezadovoljni. Drugače vam v ljubezni kaže zelo lepo, saj imate polno luno v vaši 5. hiši ljubezni in boste s partnerjem v redu, če boste nekako ga skušali razumeti, če boste potrpežljivi z njim, potem bo vse v redu. Študentom, dijakom, za njih je to zelo dober tranzit, se boste dobro učili, torej znanje boste nekako pridobivali z lahkoto. Tako da to je kar v redu, kaže vam dobro tudi glede investicij, lahko dobite neko večjo vsoto denarja s podporo tega Jupitra, tole vam zdaj januar kaže zelo dobro, tudi februar, potem naprej. Zelo, zelo dobro, edino se pazite torej kakšnega konflikta, da ne bi prišlo do kakšnega konflikta v domu, torej z mamo ali pa z partnerjem. V tej smeri pa pazite, lahko bodo doma tudi kakšni pogovori v zvezi s kakšno nepremičnino, lahko tudi z mamo, torej nepremičnino, stanovanjem, hišo, boste se kaj v zvezi s tem pogovarjali in pazite, da ne boste zaradi tega jezni ali pa da se ne boste sprli zaradi tega. Drugače ste trenutno precej praktični, radi hodite sem pa tja, torej veliko krajših potovanj vam kaže, lahko ste se lotili tudi nekega novega hobija, ki vas kar precej navdušuje, ampak so trenutno neki zastoji, zavlačevanja, tako da ne se jeziti, to se bo sprostilo konec tega meseca. Torej, nimate tudi mogoče občutek, zdaj že nekaj časa, da bi bili zadovoljni, srečni, tudi to se bo spremenilo, ampak to se bo spremenilo šele od novembra 2023, ko boste nekako bili bolj zadovoljni, bolj srečni, zdaj se trenutno čutite precej osamljeno, mogoče da vas nihče ne razume, da nimate prave podpore, ampak to se bo spremenilo. No, potem imamo pa tukaj še ribe, čisto na koncu, še ribice, torej za ribe, torej imamo zelo dober tranzit, Jupiter je na Lagni, to vam že nekaj časa na nek način nosi veliko sreče, veliko veselja, veliko optimizma, mogoče morate paziti edino glede prehrane, torej glede teže, a ne? Ker Jupiter na Lagni ljudem prinaša več kilogramov, ne odnaša. No, Saturn odnaša, a ne, za vodnarje, medtem ko Jupiter prinaša. Tako da tukaj je mogoče malo, ampak drugače Jupiter daje veliko optimizma, veliko sreče, veliko zadovoljstva. Posebej se vam to kaže na poslovnem področju,
kjer pa so trenutno lahko neka nerazumevanja, zastoji, konflikti, ker imate seveda retrogradnega Merkurja v 10. hiši. Rešuje vas tale Jupiter, zadeve se bojo dobro rešile, dobro končale, tako da zaupajte. Vse, kar imate, torej, če imate s kakšnimi ljudmi kakšne dogovore, če se je pojavilo kakšno nerazumevanje, zastoji, vse se bo dobro končalo, ker bo tale Jupiter za to poskrbel, tako da to se ne obremenjujte. Poleg tega tale Luna je v vaši 4. hiši, polna se zgodi, veliko miru vam nosi v dom, veliko pozitivnih občutij, lahko tudi nek večji prihodek v domu, ki je lahko tudi povezan s poslom, lahko tudi preko nekega dogovora, torej z nekom lahko podpišete neko pogodbo in vam to prinese več denarja, ampak bi vam svetovala, da to pogodbo sklenete šele po 18.1., ko se končajo vse retrogradnosti. Ker seveda Marsa imate v 3. hiši, truda, poguma, duhovnih iniciacij bratov in sester, lahko imate kakšen konflikt z brati in sestrami, tukaj morate paziti morate v govoru, torej v povezavi z brati in sestrami, lahko bi se vam tudi nagajali računalniki, spletna stran, če jo imate, torej neki odnosi z nekom, z drugimi ljudmi, s katerimi ste bolj povezani, ali pa mogoče doživljate kot brate, sestre, z dobrimi prijatelji bi tukaj lahko prišlo do kakšnih konfliktov, tako da tukaj se pazite, bodite pazljivi. To sklepam zato, ker Saturn, Venera je zdaj v vaši 11. hiši, torej je kar velik pritisk na prijateljstvu, torej mogoče boste začutili večjo odgovornost do prijateljev, in lahko pride, torej, če pazite, kaj govorite, lahko pride tudi do kakšnega konflikta, če boste rekli kakšno neprimerno besedo, tako da pazite, premislite, potem recite. Pod isto velja torej povezavi s poslom in poslovnimi partnerji, sodelavci in sodelavci. Prav tako torej lahko pride do kakšnega nerazumevanja, zastojev in konfliktov, tako da tukaj morate biti zelo previdni. Kot sem pa rekla, vas pa ta Jupiter zelo rešuje, tako da se bojo stvari dobro končale, torej doma bo mirno, boste mirni v srcu, tako da boste stvari kar dobro speljali. Zdaj, glede prihodkov vam je zdaj 2 leti in pol kazalo zelo dobro, boljši prihodki, zdaj se pa Saturn kmalu premakne v vašo 12. hišo, ko boste pa mogoče imeli malo več stroškov, torej denar vam bo še vedno prihajal, ampak bo več stroškov, tako zelo pazite, komu date denar, kaj kupite, kaj ne kupite, zakaj date denar, lahko boste dali nekaj več denarja za neko potovanje v tujino, lahko se boste udeležili kakšnega tečaja, kakšnega duhovnega tečaja, kakšnega izobraževanja v duhovni smeri, lahko boste bolj dobrodelni, tukaj bi lahko imeli veliko stroškov, zato bodite pazljivi glede tega. Vam pa seveda Rahu v vaši drugi hiši še vedno prinaša kar precejšnjo vsote denarja, potem se bo še Jupiter sem premaknil, tako da glede denarja se ne rabite bati, ampak morate biti pa pazljivi glede stroškov. Torej, bo pa denar večinoma prihajal od vas, torej ne boste toliko dobivali denar od drugih ljudi, da bi vam nekdo nekaj podaril, ampak boste sami zaslužili ta denar. To bo pa vam dalo zelo dober občutek, boste zelo ponosni nase, in ker boste sami zaslužili ta denar, torej to vam kaže zelo dobro. Tudi če imate karkoli za urejati s kakšnimi dediščino, pogodbami, to ne bo najboljši čas za to, morate počakati do novembra 2023, potem se bo pa tukaj odprlo, če želite kaj urediti. Drugače pa seveda, kot sem rekla, denar dobivate sami, služite sami, ste ponosni na to, se dobro počutite in v poslu vam kaže večji dotok denarja, torej po aprilu več priložnosti in večji dotok denarja in tudi večje priložnosti v izobraževanju, tako da tudi, če se boste kaj želeli izobraževati na področju posla, boste imeli večje priložnosti tudi tukaj. No, to je bilo za vsa znamenja vse.
Želim vam lep dan in vas pozdravljam.